Ja, želja novih lastnikov je bila v bistvu velik dnevni prostor s kuhinjo in jedilnico in pa jasno ločitev prostorov na dnevni bivalni del in nočni spalni del, ki povezuje umestni hol, ki sta ga želela uporabiti kot nekakšno galerijo za njuna umetniška dela. Zato smo stanovanje odprli, povečali velik dnevni prostor z rušitvijo ene predelne stene. Stanovanje smo povezali tudi v prečni smeri, tako da smo dobili veliko svetlobe v vhodni hol. Živijo, jaz sem Uršula iz arhitekturnega biroja A2O2 Arhitekti. Živijo, moje ime je Eva Senekovič, sem iz biroja A2O2 Arhitekti in nahajamo se v prenovljenem stanovanju v Dukičevih blokih. V kakšnem stanju je bilo to stanovanje? Koga je lastnik kupil? Stanovanje je bilo prilagojeno naročnikom iz 30 let. Bilo je ločeno na bivalni del za lastnike in pa na del za služinčat. Bilo je razdeljeno v več manjših in temnejših prostorov. Pri vsaki gradnji, prenovi je vedno vprašanje tudi dobrih izvajalcev. Kako pa ste sodelovali z njimi? Ja, seveda je vedno ful pomembno, da se dobro sodeluje z izvajalci, ker edino na tak način lahko potem dosežeš en skupen dober rezultat. Mi smo pri tem projektu ogromno sodelovali že najprej v fazi projektiranja z drugimi projektanti, nismo samo arhitekti sodelovali pri tem in hkrati smo v proces vključili tudi odgovorno osebo iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki nam je ogromno svetovala in v resnici tudi skupaj z nami ustvarjala mogoče za ene detajle primer, kako bi vsi v tem sklopu stanovanj mogli prenavljati. Koliko časa je pa trajala prenova stanovanja? Kaj je bil največji izziv? Prenova stanovanja je trajala približno leto in pol. Bila je precej zahtevna, saj smo v bistvu sproti odkrivali obstoječe elemente, stavbno pohištvo, betonski strop. V bistvu smo sproti odkrivali tudi načine, kako obnavljati te obstoječe substance. En večjih zalogajev je bil prav betonski strop, ki smo ga odkrili tekom prenove. Zato smo potrebovali kar veliko potrpežljivosti in naročnika kot izvajalca. Saj smo sproti v bistvu iskali načine, kako najti pravo barvo, malte, da ga zakrpamo. V bistvu je veliko časa bilo namenjeno prav temu iskanju pravih načinov prenove obstoječih elementov. Kako ste zasnovali stanovanje? Kaj je največja kvaliteta tega projekta? Stanovanje je zasnovano, namesto predelnih sten smo uporabili v resnici pohištvene elemente, volumne, ki so vstavljeni v prostor in delujejo, kot da so od te konstrukcije, ki nas obkroža, v resnici neodvisni. Oni potem predeljujejo prostor, se prilagajajo glede na fleksibilnost, omogočajo v prostoru kroženje, omogočajo prečno povezavo vseh varilk in s tem tudi svetlobo v srednjem delu. Takšna delitev stanovanja na ločen bivalni in spalni del omogoča tudi različno funkcioniranje prostorov. Lahko so vsi prostori odprti in povezani v prečni in vzdolžni smeri, lahko pa se po potrebi spalni del popolnoma zapre in loči od bivalnih prostorov. Stanovanje je z to radikalno odstranitvijo betonskega stropa v resnici pridobilo tudi na sami višini prostorov, kar še dodatno prispeva k svetlosti, odprtosti in neki zračnosti, ki človek čuti v prostoru. Se mi pa zdi še ena izmed glavnih stvari je ta dialog med starim in novim. Te kubusi so jasno ločeni, ampak hkrati še vedno nekako harmonično ustvarjajo prostor skupaj s temi starimi elementi. Zaradi odločitve tekom projektiranja, da bo strop betonski ostal viden, je to predstavljalo potem mogoče malo bolj zahtevno napeljavo elektrike, ki se ponavadi spelje lahko po stropu, če je ta na voljo. Zato so tukaj v resnici vse luči skrite v te kubuse, volumne, ki predeljujejo prostor. S tem dobivamo tudi neko nedirektno svetlobo, tako zelo razpršeno, bolj mehko. Edine luči so v resnici te nad mizo, ki so pa razpeljane potem nadometno, kar po tem betonskem rebru in so v resnici nek statement piece recimo v prostoru. Kuhinja je pa v resnici zasnovana tako zelo preprosto, v takih čistih linijah in v tej značilni barvi, bi rekla, zdaj že skoraj za to stanovanje. In se ravno s to enostavnostjo v resnici odmika od obstoječih elementov, kot recimo ta stara vrata, ki se jim približa ta visok element, ki so bolj dekorirana in bolj značilna recimo za čas, v katerem se je blok zgradil.
da je ta dvojnost. Obstoječi materiali, ki so bili že v stanovanju, je ta lesen parket, katerega tudi še nismo omenjali, to je hrastov parket, ki smo ga samo priložili in obnovili. V delu, kjer je bil ta prostor za služkinje, pa je bil obstoječ teraco in tudi v glavni kopalnici. In mi smo se odločili, da ta material ohranimo, da ta teraco, tlak v kopalnici in tudi na tistem delu ohranimo in smo ga samo dopolnili v resnici z novim v izgledu starega. To smo sodelovali z enim odličnim teracerjem, ki je naredil ta vzorec, tako da se praktično skoraj ne vidi razlike. Ta poseben ambient v prostoru v resnici ustvarja ta dialog novih elementov in starih elementov. In mi smo se tudi tekom oblikovanja teh elementov poskušali nekako še vse navezati na obstoječo hišo, na obstoječe materiale, ki so tukaj že prisotni. Recimo, ko vstopiš v objekt, je ta ogromna skupna veža oblečena v kamen, zato smo se tudi mi odločili, da uporabimo kamen, sicer pri opremi kopalnic. Smo uporabili slovenski kamen in je to nekako poklon recimo te materialnosti obstoječe hiše. In tudi z barvno paleto, s to izbiro modre in opečnato rdeče barve, se poklanjamo v resnici obdobju, v katerem je bila ta hiša zgrajena. Toplino pol v prostor dodajajo še po meri narejene zavese in taki drugi elementi, da naredijo ta prostor malo bolj prijazen. Ima pa to stanovanje tudi kar 2 balkona. Kakšne materiale ste pa tam uporabili? Zdaj je ta balkon, ki gleda proti Štefanovi ulici in je bolj ta pokazan. Prenovili smo ograje, ki so po vzoru obstoječih oziroma originalne, ki so samo obnovljene in prebarvane. Za tlake je bilo v originalu je bil uporabljen kot nek približek asfalta, ki se sicer na toploti slabo obnese, zato smo ga tukaj nadomestili z neko drugo primerno maso, ki spominja po izgledu recimo na ta beton, na asfalt. Druga zunanja površina je pa ta loža, ki je bila tudi v obstoječem stanju, ko je naročnik stanovanje kupil, je bila zasteklena in smo potem tudi mi v resnici to zasteklitev obdržali, ampak jo samo zamenjali za primernejšo, manj vidno, manj posega zdaj potem ona v to skupno podobo zunanjosti objekta. Ta deluje bolj kot en zimski vrt, ta loža, in je v resnici lahko podaljšek tega vhodnega hola in preko nje dobiš tudi ogromno svetlobe pol v ta vhodni del. Ta stavba ima že skoraj 100 let, pa vseeno ne manjka prostornosti, višine, svetlobe. Kakšne odlike bi pa moral imeti po tvoje vsak modern bivalni prostor? Najboljši prostori so tisti, ki so svetli, zračni in fleksibilni. Tudi premišljeno oblikovanje pripomore k visoki bivanjski kulturi in visoki kvaliteti bivanja. Pri naših projektih se trudimo oblikovati brezčasne ambiente, ki jih potem lahko naročniki sami zapolnijo s svojimi predmeti. Ker se pa potrebe naročnikov skozi leta spreminjajo, pa je nujno, da so prostori oblikovani fleksibilno in se lahko prilagajajo spremembam skozi leta.